najprej en dober, daljši uvod k sodobni ideji, kaj je avtizem in kaj to pomeni za vsakogar, ki se z avtizmom srečuje, tako ali drugače, bodi si, da ima sam to diagnozo ali pa dela z ljudmi, ki jo imajo. Ta daljši uvod je potreben zato, ker je o avtizmu nenadoma tako veliko povedanega in napisanega in tako veliko ljudi se ukvarja z avtizmom in okoli tega je tako veliko klišejev in tako veliko trditev, ki so zelo problematične, da je to potrebno. Torej, preden se lotimo same ideje, kaj je avtizem, oziroma vprašanje, kaj je avtizem, daljši uvod, ki sledi, ki je konsistenten s tem, o čemer smo že govorili, prejšnjič in še prejšnjič. Pri svojem razmišljanju se bom navezoval zlasti na dela enega najbolj znanih, najboljših kognitivnih znanstvenikov tega sveta, ki je obenem tudi filozof, to je Daniel Dennett. Pa tudi na sodobna znanstvena spoznanja, nekatera seveda zelo začetna, zelo osnovna z področja neurobiologije. Mi smo se tega že dotaknili zato, ker je tako rekoč nemogoče razmišljati o delovanju človekovega uma oziroma njegovih možganov, če ne vemo vsaj nekaj malega, kako delujejo nevroni oziroma nevronski mreži. In obenem velja poudariti, kar ni nepomembno, da je med ljudmi še vedno zelo veliko vraževerja, da se ljudje pogosto še vedno ne zanašajo na najboljši možni način pri razlaganju sveta, v katerem živimo in to je znanost. Zato bom začel z neko podobo, z neko sliko, zelo preprosto, ob kateri lahko povemo dobro zgodbo, ki v sebi združuje vse to, o čemer sem zdaj govoril. Nekaj uvodna razmišljanja o neurobiologiji in o avtizmu, čeprav bo to bolj natančno videti še na koncu. Natančno bo še na koncu videti, kakšne povezave imamo v misli. Na sliki vidite nekaj silno preprostega, nekaj, kar ste videli že velikokrat v svojem življenju, še boste, in to je čoln. Zdaj pa recimo, da živimo v krajih ali pa v časih, ko smo se ali pa bi se prevažali naokrog s čolni in bi se odločili, da bomo naredili več čolnov, ker potrebujemo več kot enega. Recimo, da naredimo 10 čolnov. Kaj sledi? Te čolne bomo seveda preizkusili. Preizkusili bomo tako, da se bomo skušali voziti po rekah, po morju, po jezerih in kje drugi. Kaj se bo čez nekaj časa nujno pokazalo? Čez nekaj časa bo vsakomur od nas povsem jasno, da je en čoln boljši od vseh drugih. Dalj časa nas bo prevažal, manj se bo kvaril in zlasti bo potonil na dnu kakšnega jezera. Torej, čez nekaj časa se bo gotovo izkazalo, da smo nekatere čolne naredili tako, da jih lahko dlje in bolje uporabljamo in nekatere tako, da velja ravno nasprotno.
kaj iz tega logično sledi? Kaj bomo naredili, ko nam bo ostal, na primer, samo še en čoln od 10, 9 pa smo jih že odpeljali na smetišče, ali pa so potonili, ali pa so strohneli, ali pa se kaj drugega z njim zgodili. Naredili bomo nekaj zelo preprostega. Rekli bomo, ker potrebujemo 9 novih čolnov, imamo pa samo enega. Naredimo še 9 kopij tega enega, ki se je izkazal, da je najboljši, najbolj trpežen, najbolj vztrajen. Tako naprej. Spet čez nekaj časa se bo izkazalo, da bo od teh 9 novih čolnov eden boljši od vseh drugih. In spet bomo rekli, naredi kopije tega enega in tako dalje, in tako dalje. Ali je to prispodoba za naravno selekcijo oziroma za evolucijo? Je. Pomembno je, da naravna selekcija ne poteka tako, da bi jo kdo uravnaval, da bi jo kdo nadzoroval. Nobene potrebe ni po inteligentnem oblikovalcu oziroma dizajnerju. Taki procesi potekajo tako rekoč sami od sebe. Kar pomeni, da se nekaj, karkoli že, kar se pač selekcionira, izboljšuje. Dokler se zadeve v okolju, v katerem se to dogaja, radikalno ne spremeni. Kar pomeni, če je neka žival dobro prilagojena okolju in ji to omogoča prenašanje genov naprej, ni nobene potrebe, da bi se spremenila in se tudi ne bo. Zato, na primer, krokodili že milijone let živijo v okoljih, na katere so tako rekoč popolno prilagojeni in se ne spreminjajo, oziroma so njihove spremembe drobne, majčkane, ne praktično ne opazne. Zato, ker se tudi okolje ne spreminja. Zdaj pa si pogledamo še eno sliko, ki nam pomaga misliti še nekaj drugega. Poleg tega, da ne potrebujemo nobenega oblikovalca, dizajnerja, inteligentno, vrhovno avtoriteto, ki bi uravnavala selekcijo, kot sem jo prej ponazoril. Ta slika nam pove še nekaj. Ta metulj ima premalo nevronov, da bi vedel, kaj ima na svojih krilih. Sploh ima premalo nevronov, da bi vedel, čemu ima na svojih krilih to, kar mi vidimo. Najlepše pri tem pa je, da mu ni treba vedeti. Metulju ni treba vedeti ničesar, pa bo vseeno preživel. Za to, da ima na krilih to, kar vidimo, tudi ni poskrbel sam. Za to je poskrbela slepa naravna selekcija. In ptice, ki vidijo to, kar vidimo mi, ko zagledajo tega metulja, ga pustijo pri miru, zato ker je naravna selekcija poskrbela za to. In dokaj časa se ne bo nekaj zgodilo v nevronih ptic, ki se sicer hranijo s temi metulji, je ta metulj sorazmerno seveda navaren. Če bi se nekaj spremenilo v pticah, da se ne bi več dale prestrašiti temu vzorcu, ki ga vidijo na krilih, potem seveda ta metulj nima več veliko možnosti, da preživi. In naravna selekcija bo poskrbela, da bodo gene prenašali naprej tisti, ki bodo seveda v teh spremenjenih okoliščinah bolje prilagojeni. Imamo torej dva elementa, dve začetni ideji. Ko govorimo o oblikovanju česarkoli, kar na nas naredi vtis, da mislimo, da verjamemo, da je tisto, s čimer se soočamo, srečujemo, inteligentno. Svet, v katerem živimo, je urejen. Vesolje je urejeno.
To, kar imajo živa bitja med seboj, je urejeno. To, kar imamo ljudje med seboj, je urejeno in tako dalje. Pomembna je torej beseda inteligenca. In seveda, takoj pridemo lahko v skušnjavo, da se vprašamo, ali je vse to nekdo inteligentno, vrhovno bitje tudi oblikoval. In imamo drugo idejo, da, kot bomo videli še kasneje, en izjemno lepem, skoraj bi rekel, dramatičnem prizoru, živa bitja lahko preživijo, ne da bi imela najmanjšo idejo, kaj sploh to pomeni. Njim treba imeti nobene ideje. Če ljudje imamo ideje, znamo misliti svet okoli sebe, to še ne pomeni, da smo mi sami del inteligentnega dizajna, nekega načrta, zaradi katerega ali pa po katerem mislimo to, kar pač lahko mislimo v svetu, v katerem živimo. Naši možgani so narejeni na načine, o katerih danes vemo nekaj, marsičesa pa še ne vemo. Vemo pa, da posamični nevroni delujejo izjemno inteligentno in da množice nevronov, nevronske mreže, ki jih tvori približno 100 milijard nevronov, delujejo izjemno inteligentno in da je velik napor misliti samo inteligenco, po kateri spontano, samodejno delujejo naši možgani, ne da bi vsak posamični nevron imel najmanjšo idejo, kaj to sploh je, kako deluje, čemu, zakaj, k čemu prispeva in tako naprej. Govorimo o nekakšni kolektivni inteligenci, za katero brez posebnega napora ves čas skrbijo primer naši možgani. Poudarjam besedo inteligenca. Ko bomo videli kasneje, to je izjemno pomembna beseda, ko bo beseda nanesla na avtizem, oziroma tudi sicer je to pomembno, kaj ti ljudem se prevečkrat zdi, prevečkrat verjamejo, spontano verjamejo, ne da bi to preverili, da obstaja inteligentno, naprimer, vedenje, inteligentno delovanje, ki je tako, da ga lahko priplikiramo, vse ostale oblike pa, naprimer, razglasimo za slabše ali počasih nenormalne, ali pa se začnemo obnašati tako, da diagnosticiramo, kaj je s kom narobe. Vse prehitro se to zgodi, kaj ti, da bi se prepričali, in prepričati se je treba o naravi inteligence, po kateri recimo delujejo naši možgani, ki uravnavajo in nadzorujejo vedenje ljudi, je, torej, da bi se prepričali, za to potreben velik kognitivni napor. Mi ta kognitivni napor zmoramo, ampak dokaj časa se ne prepričamo, tvegamo, da bomo postali preživeli. Da bomo sprejemali klišeje, ideje, ki so nam, na primer, všeč, ne glede na to, ali so tudi preverjene, ali niso. In če bi živeli v naravnih okoljih, bi bili mnogo bolj, kot smo zdaj, izpostavljeni pritiskom, ki so taki, kot sem povedal čisto na začetku. Zapravi, vsi bi se zagotovo bi se obnašali inteligentno, če bi ugotovili, da je en čovn tak, da je boljši od vseh ostalih. Tega velja kopirati. In ker nikoli ne moremo narediti dveh popolnoma enakih, se bo zgodba ponavljala in na ta način lahko izboljšujemo to, kar počnemo. Lahko, samo prepričati se moramo,
Ali je to, kar počnemo, zares najboljše od tistega, kar bi veljalo, na primer, kopirati in tako dalje. Toliko za uvod. Tudi danes bom, tako kot vedno, pokazal oziroma komentiral nakratko nekaj znanstvenih raziskav, ki so nastale oziroma bile objavljene v tem času od zadnjega srečanja do danes, natanko v luči, ki so naravno kar prižgal, če lahko tako rečem. Preden kaj rečemo, je dobro se dobro prepričati, dobro preveriti, kaj o tem zna povedati znanost. Tale razprava, oziroma tale znanstvena študija, katere naslovnico vidite na platnu, je tako rekoč revolucija v načinu, kako ljudje lahko vplivamo neposredno na inteligentno delovanje možganov. Ker smo se prepričali, kako lahko vnašamo v možgane informacije. Zadnji sem govoril o tem, da so možgani izjemno selektivni. Selekcionirajo večji del vseh informacij, ki jih dobijo. Kar pomeni, da jih zavrnejo, ker nimajo z njimi kaj početi. So neuporabni. In ko vemo, katere informacije, na kakšen način so lahko uporabne za delovanje možganov, ki je vedno inteligentno, potem lahko seveda razmišljamo tudi o tem, o čemer razmišlja tale študija, ali mi lahko vnaprej izberemo informacije, ki so za možgane, na primer v tem primeru gre za opice, ki so zanje torej najbolj koristne, oziroma najbolj uporabne, in ali lahko te informacije, ki smo jih skrbno izbrali, ustavimo v možgane. Zdaj, za možgane je vse eno, odkot informacije pridejo, ali preprosto pridejo iz okolja po naravni poti, ali pa jih nekdo ustavi v možgane. V tem ni še ničesar spornega ali problematičnega. Ljudje velikokrat prehitro pomislijo, da je to nasilje nad možgani, da je to nekaj nenaravnega in tako dalje. Ni nujno, da je tako. Če smo se, kot smo rekli, prepričali, ali to znamo narediti, ali je to koristno, ali je to dobro za delovanje možganov. Ko smo se prepričali, ni tem ničesar spornega. Rekel sem, skrbno tudi sam izbiram besede, gre za inteligentno delovanje. Inteligentno delovanje je gotovo najširše rečeno tisto, ki pomaga, recimo, živimo v bitju dolgoročno, recimo preživeti in prenesti gene naprej. Ok. Torej, v sodobnem svetu se bomo vse pogosteje srečevali z delovanjem možganov, ki bo spremenjeno. Ne samo po naravnih poteh, v nadaljevanju bom povedal nekaj številk, ki ponazarjajo, kako usupljivo, hitro se določene zadeve v naših življenjih spreminjajo, ampak tudi po poteh, ki so strogo vzeto umetne, narejene recimo v laboratoriju, ampak v tem je nekaj kompleksnega. V laboratoriju, ko smo se prepričali, delamo z možgani nekaj naravnega. Nekaj, kar sicer narava z njimi počne že recimo nekaj milijonov let. Prav, lahko se naučimo prehitevati evolucijo, zato ker je inteligentna, ker deluje po določenih zakonitostih. In ko te zakonitosti poznamo, jih lahko s pridom uporabljamo. To je ena druga študija, objavljena pred kratkim, ki ne pomeni, da bo vsaka sprememba na označenih področjih povzročila, na primer, zločinsko vedenje ljudi, pomeni pa, da se na teh področjih, ki so označene, ko se nekaj zgodi, lahko zgodi tudi to, kar je naslov te študije. Zapravi, da te spremembe lahko delujejo kot sprožilci za vedenje, ki ga ne želimo. To je za ponazoritev tega, kar sem prej povedal.
Inteligentno vedenje je torej tisto, ki je zavezano tudi določenim etičnim principom. Vsaj, ko govorimo o človeških bitjih, to zagotovo velja. Zato ni mogoče kar takoj reči, da je bil, na primer, Hitler inteligenten, oziroma da je njegovo delovanje inteligentno. Strogo vzeto že ni bilo. Dolgoročno je bilo popolnoma nevzdržno. Torej, ko govorimo o inteligentnem delovanju, govorimo tudi o vzdržnosti, govorimo o nečem, kar je dolgoročno koristno, oziroma pomembno. S tem se seveda lahko zelo hitro izognemo tudi preprostim razmišljanjem, ali bo umetna inteligenca, ali pa že sedaj, na primer, kdaj zasužnila ljudi, manipulirala z ljudmi, ali bo nevarna in tako dalje, tako dalje. Sama od sebe že ne. Zdaj, če rečemo umetna inteligenca, govorimo o čem, kar je inteligentno. In ravno kar sem povedal, kaj natančno s tem mislimo. Torej, strahovi, da nas bo neka umetna inteligenca kar spremenila v svoje sužnje, so ali res paranoični, ali so popolnoma izmišljeni, ali so pa sami po sebi zlonamerni. Ker se ljudje niso prepričali, kaj umetna inteligenca sploh je in kako tisti, ki jo pač načrtujejo, oziroma dizajnirajo, če lahko rečemo, in skrbijo za njo in ustvarja, da smo si bomo pogledali kratek intervju s Sofijo, kako to sploh naredijo? Kaj vse se mora sploh zgoditi, da imamo pred sabo humanoidnega robota, ki zna to, naprimer, kar zna Sofija. Torej, lahko pa se prepričamo, kaj vse naredimo, da lahko sploh govorimo o umetni inteligenci in kaj to je. Prepričate se je dobro, pred paranoično planimo, kot sem prej rekel, kako je to problematično, sporno in tako dalje. Če je inteligentno, že ni. Okay. To je slikca, ki sem že prej omenil, mogoče ste že kdaj videli, za primerjavo. Že prej sem rekel, da je še bolj dramatična od onih prvih dveh, ko smo videli Čovn in Metulija. Tukaj vidimo nekaj, kar nam dejansko da misliti. Ko govorimo, še enkrat pravi, o inteligenciji, ko govorimo o naravni selekciji, ko govorimo o evoluciji in inteligenciji. Na levi strani vidite naravno tvorbo, za katero so poskrbeli termiti. V taki koloniji lahko živi nekaj 10 milijonov termitov. Nobeden od termitov, ki so zgradili to naravno tvorbo, v kateri sicer prebivajo, nima najmanjše ideje, kaj so naredili. Tega bivališča zagotovo niso naredili njihovi arhitekti, ker jih nimajo. Tega termitnjaka niso naredili po nekakšnem načrtu, ker imajo premalo nevronov, sploh lahko naredili kakšen načrt in tako dalje. Vsak posamezni termit v tej velikanski koloniji termitov opravlja eno in isto preprosto opravilo, ki ga sploh zmore s tistimi nekaj nevroni, kot jih ima. Ampak skupni izdelek je pa natanko ta, ki ga vidite na levi strani. Na desni strani vidite stavbo, ki so jo naredili po načrtih velikega španskega arhitekta Gaudija. Ta stavba stoji v Barceloni, verjetno ste že kdaj tam bili, ste jo videli v blizu. Če pogledamo od daleč, vidimo, da sta si obe stavbi tako rekoč skoraj enaki. Kot da bi se Gaudij zgledoval, ker so termiti prej to naredili, kot se je Gaudij naredil. Kot da bi Gaudij kopiral termiti, pa jih ni, vemo, da jih. Pa vendar je primerjava osupljiva. V obeh primerih govorimo o inteligentnem delovanju živih bitij. Samo da v enem primeru, v levem primeru, ta sicer inteligentna bitja niso sposobna za metakognicijo. Niso sposobna, imajo dovolj nevronov,
da bi vedela, kaj so ustvarili. Da bi to lahko poimenovala, prenesla naprej, in tako dalje. Na desni strani je ravno nasprotno. Gaudí je bil arhitekt, ki si je zamislil stavbo in po njegovih načrtih, natanko po njegovih načrtih. So jo tudi naredili. In mi jo lahko danes vidimo in lahko razmišljamo, kaj vidimo in lahko delamo tudi to primerjavo, ki jo zdaj delamo. Trbiti jo pa ne morejo. Pa vendar govorimo v obeh primerih o delovanju inteligence. Morda je še bolj osupljivo, da, ko govorimo o delovanju termitov, ne moramo reči kaj takega, kot v primeru Gaudija, da je pač nekdo to dizajniral, da je nekdo vrhovni termit poskrbel, da se zgodi. Ker ga ni, takega termita prosto ni, morate ga odkriti, pogledate vse termite, vse ne vem koliko milijonov tukaj noter živi, vsi so enaki. Morate odkriti nobenega, ki bi bil glavni. Torej, nekaj slik za uvod, o čem bomo govorili, ko bomo poskušali počasi celotno zgodbo pripeljati do razmisleka, začetnega razmisleka o avtizmu, kaj avtizem sploh je. Da bi se temu približali, bomo na podlagi tega, kar smo zdaj rekli, poskušali podrobneje odgovoriti na vprašanje, kaj delajo možgani, v katerih je, kot smo rekli, približno 100 milijard posamičnih nevronov. Ko govorimo o možganih, lahko govorimo o tem, kako deluje posamični nevron, kako delujejo posamične nevronske mreže in seveda lahko govorimo tudi, kako delujejo možgani. Čeprav možgani niso osebek, možgani niso entiteta, niso enota, ki bi kaj počela. Nihče ne organizira posamičnih nevronov tako kot posamezni poveljniki organizirajo delovanje vojakov, recimo v vojski. Pa vendar je delovanje možganov visoko organizirano, je izjemno inteligentno in zmožno za popravljanje oziroma spreminjanje sebe. Pa je počasi. Kaj delajo možgani? Gotovo najprej, to smo že zadnjič govorili, uporabljajo selekcionirane informacije. Uporabljajo zelo majhno število informacij, kar je povezano z določenimi problemi, ki jih ima recimo vsaka šola, ki se lahko znajde v resni nevarnosti, da pretirava z količino informacij in podatkov, ki ne bi jih možgani predelali, ampak o tem smo že govorili. Torej, to je gotovo res. Uporabljajo informacije. S temi informacijami nekaj delajo. Možgani so narejeni zato, da nekaj počnejo z njimi. In to tudi delajo, sami od sebe. Ne rabimo jih temu preganjati, tako kot sicer ne rabimo preganjati notranjih organov, da počnejo to, kar počnejo. In ko nekaj delajo, najprej postavljajo hipoteze. Obnašajo se kot znanstveniki. Postavljajo hipoteze o naravi informacij, za katere so zmožni. Možgani niso zmožni za vse vrste informacij, kot jih je v vesolju, v katerem živimo, ker so izdelek evolucije. Zmožni so za nekatere informacije, ki jih selekcionirajo in potem postavljajo hipoteze o naravi sveta, znotraj katerega nastajajo informacije. To počnejo z veliko natančnostjo. Razen v primerih, ko so hudo poškodovani, ko so prizadeti, to posamezni predeli možganov, recimo, uničeni. Dokaj časa ne govorimo o tem, ne moramo dokazati nobene poškodbe v možganov. Se možgani obnašajo kot strog znanstvenik, ki nenehno preverja hipoteze o svetu, v katerem možgani delujejo. K temu jih ni treba priganjati. Nobene potrebe ni, da
kričimo na otroka ali na kakšnega drugega človeka, naj bo bolj natančen, naj se potrudi in tako naprej. Možgani se sami od sebe trudijo natanko tako, kot je treba. In jih pravzaprav strogo vzeto ne moramo priganjati k še boljšemu delovanju. To je podobno, kot če bi priganjali krokodila, naj bo še bolj prilagojen svojemu okolju. Krokodil mu je prilagojen popolno temu okolju. Ko se bo okolje spremenilo, seveda tudi on prisiljen spreminjati. Če se bo preživel, če se ne bo, pač ne bo. Torej, gre za neko izjemno konsistentnost v razmerjih, naravnih razmerjih, med možgani in informacijami, s katerimi nekaj delajo. Pravzaprav ni nobenega praznega prostora. Možgani ne delajo ničesar na pol. Včasih ta mit še vedno obstaja, kdo reče ali pa vpraša, ali je res, da možgani delujejo samo, ali pa uporabljamo samo 10% možganov. To je mit, to je dokazano, torej popolnoma zgrešeno razmišljanje. Možgani delujejo optimalno. In celo, če bi se hoteli pozanimati, bi videli, kakšno so razmere se med porabo energije, primer glukoze in produktivnost oziroma kognitivnimi učinki, bi videli, da ne morejo biti bolj optimalni. Če bi, nekdo je to že naredil, če bi imeli primer umetni stroj, računalnik, ki bi zmogel to, kar zmorejo v tako majhnem volumnu naši možgani, bi samo za potrebe, recimo energije, moral biti priklopljen na eno jedrsko elektrarno. Naši možgani očitno tega ne potrebujejo. Njihova zmogljivost je neverjetna, je izjemna, njihova učinkovitost, mentalna učinkovitost je fantastična. To so spoznanja, so znanstvena spoznanja, ki bi morala pravzaprav biti zelo koristna, ko imamo pred sabo, na primer, otroka. Ko nas zagrabi, da bi ga priganjali. Takrat ne bi smeli pozabiti, da njegovih možganov ne moramo nikamor priganjati. Sploh nimamo načina, da bi njihovo delovanje recimo pospešili in tako dalje in tako dalje. To sploh ni v naši moči. To je čista iluzija, ko kričimo na otroka, pej se učiti recimo, ali pa dej več od sebe, ali pa bolj se potrudi, kar je še takih klišej. To je popolnoma odveč. Govorim seveda strogo o možganih. Torej, gotovo postavljajo hipoteze in jih preverjajo. Strogo jih preverjajo. Zato je poskrbela že zdavnej evolucija. Torej, tukaj nekaj izboljševati. In seveda je res, da to nadzorujejo. Vse to nadzorujejo, možgani nadzorujejo sami sebe. Nadzorujejo postavljanje hipotez, nadzorujejo selekcijo informacij, nadzorujejo preverjanje hipotez, nadzorujejo učinke, nadzorujejo spoznanja, do katerih na ta način pridejo. Možgani sami od sebe mislijo spoznanja, do katerih pridejo s pomočjo spoznavanja sveta, v katerem živijo. Kot smo že rekli večkrat, zmožni so za metakognicijo. Metakognicija je nekaj, kar počnejo možgani samodejno in z lahkoto. O tem se zlahka prepričamo in zadnjič, če se spomnite, sem povedal navedeno študijo, že pri opazovanju 10-mesečnih dojenčkov, ki še niso niti vstopili v svet, ko simbolni svet jezika, ga ne uporabljajo in tako dalje, kaj še je potem, ko vstopijo. To so nekatera zelo preprosta dejstva, zelo preproste zakonitosti o delovanju naših možganov, ki so nastali z naravno selekcijo, nihče jih ni dizajniral in nihče jih ne nadzoruje, sami nadzorujejo sebe. In najlepše pri tem pa je, da so organski. Kaj to pomeni? Če pogledate računalnik, računalniki so narejeni iz čipov, ki jih izdelujejo tovarni in vsi ti čipi morajo biti enaki.
Celo treba je skrbeti za to, da so narejeni čim bolj natančno, da ti kakšnega škart in tako dalje. V možganih 2 nevrona nista popolnoma enaka. In, kot bomo še videli, fleksibilnost, oziroma temu rečemo plastičnost, pri njihovem delovanju je tako rekoč čudna, je izjemna. Zato že čisto na osnovni ravni odpade vsaka možna primerjava z računalniki, ki niso organski. Možgani pa so organski računalnik. Ta izraz je čisto primeren, z lahkoto ga zagovarjamo, zato ker računajo. Že prej smo povedali, kako to počnejo. Samo da to počnejo na organski način, ki je bistveno drugačen od tega, kako delujejo računalniki. Zato, to že zdaj lahko rečemo, možgani strogo vzeto nikoli ne pridejo do popolnoma enakih rezultatov. Pri postavljanju hipotez, pri velikih hipotez uporabi informacij, nadzorovanju samega nadzorovanja. Nikoli ne pridejo popolnoma enakih. Od računalnika pričakujemo, da bo dal vedno enako od sebe. Če ne bi, imamo težave, potem postanemo jezni in začnemo biti na njega. Zakaj dela bolj počas, ali pa zakaj ni da sebi tega, kar je dal zadnjič. Možgani nikoli tega ne naredijo na povsem enak način, ker so organski računalniki, ker se neki mikroravni ves čas, ampak dobesedno ves čas spreminjajo. Zdravi, kasneje bomo še videli, ker živimo v civiliziranem svetu, živimo v kulturi, ki jo ustvarjamo, mi, ali naši možgani, s pomočjo teh dejavnikov, o katerih bomo še govorili, dejansko bistveno prehitevajo evolucijo. Samo za ponazoritev. Eno številko. Psihologi so to že naredili. Če bi z vsemi nujnimi metodološkimi zadržki dali našim starim staršem, ljudem, ki so živeli približno pred 80 leti, v času, ko je prihajal na oblast Hitler, v 30 letih prejšnjega stoletja, če bi dali ljudem enake teste inteligentnosti, kot jih uporabljamo danes, z vsemi rigoroznimi procesi, ki so jih moramo pri tem upoštevati, bi ugotovili torej. Ljudje, ki so dosegli v 30 letih prejšnjega stoletja na takih testih inteligentnosti rezultat 100, kar pomeni, da so bili prejšnji inteligentni, bi danes dosegli rezultat 80. In obratno. Kar pomeni, da se v 80 letih inteligentnost, pametnost, ki jo lahko izmeri s testi, povečala v povprečju za 1/4, kar je osupljivo. Znotraj 2 generacij, ali pa če hočete, znotraj življenja enega samega človeka, ki recimo živi 80 let, se je inteligentnost povečala za 1/4, povprečna inteligentnost. Gotovo ne zaradi genov. Geni mojega starega očeta so bili, pustimo zdaj kakšno mutacijo, popolnoma taki, kot so moji. Še zadnjih 10.000 let, če bi zdaj srečali kakšnega človeka, ki je živel pred 10.000 leti, po koncu zadnjih let je dobro, 12.000 leti. In če bi ga ustrezno ustrelili in obrili takega in oblekli v neko oblačila in posadili na stol, ne bi nišče opazil, da je drugačen raznos. Torej, geni se gotovo niso spremenili niti 10.000 letih. Kaj šele v 80. Kar je zelo preprost dokaz, kako mi v umetnih okoljih v zelo kratkem času znamo, ne da bi spet obstajal kakšen vrhovni poveljnik, ki to počne kultura sama. Spreminjamo inteligenco, inteligentno vedenje, inteligentno delovanje
in s tem tudi same možgane oziroma nevronske strukture. Ampak to samo navajam kot začetni droben komentar k osnovni ideji, da so naši možgani organski računalniki, samega sebe ves čas spreminja. In seveda smemo pričakovati, lahko bi pričakovali, da bo to spreminjanje potekalo inteligentno. Kar seveda med drugim pomeni, da bi lahko pričakovali, da bo na tem svetu manj recimo vraževerja, ali pa manj vulgarnosti, ali pa manj recimo vojn, ali kaj podobnega. Očitno je, da ni čisto tako. To nas zdaj ne bo zanimalo. Gremo nazaj k osnovni temi, torej kaj delajo možgani. Avtonomnost nevronov je usupljiva zmožnost. Če primerjamo, ne moramo se strogo vzeti tega narediti, ampak vseeno za samega argumenta, delovanje termitov, posameznih termitov, ki niso praktično ničemer niso avtonomni. Njihovo delovanje je instinktivno in počnejo vedno eno in isto. Delovanje naših nevronov pa ni instinktivno. Čeprav ga nadzorujejo geni, ni instinktivno, je drugačno. O tem bomo še govorili. Zato lahko govorimo o določeni obliki avtonomnosti vsakega posamičnega nevrona. In danes imamo na razpolago dovolj tehnologij, da lahko izoliramo, kasneje vam pokazam tak video, kratek video, en sam nevron, o katerem vemo praktično vse. O vsakem posamičnem nevronu vemo tako rekoč vse. Nobene skrbnosti, kako deluje, kaj se v njem dogaja, lahko ga opazujemo v živo, dolgo časa, koliko se vam pač ljubi, koliko časa imate, opazujemo spremembe, jih zabeležimo, jih prenesemo v virtualni prostor, matematično obdelamo, skratka, o enem nevronu vemo vse. Težava je, ko poskušamo misliti, kako deluje 86 pa 100 milijard nevronov skupaj. To drugo. Avtonomnost nevronov. Kot sem že prej rekel, nevroni so organski računalniki in tvorijo to, kar imenujemo kognitivno arhitekturo. Arhitektura je množica načinov, kako se nevroni med seboj povezujejo, kaj počnejo, kako znajo ugotoviti, s katerim nevronom se bodo povezali, s katerim se ne bodo, pod kakšnimi pogoji se povezujejo, pod kakšnimi pogoji se odklapljajo, pod kakšnimi pogoji razpadajo, recimo nevronske mreže, pod kakšnimi pogoji razpadajo sinapse in tako dalje. In to opišemo z algoritmi. Obstajajo zakonitosti, ki jih opišemo na ta način in znamo narisati, oziroma misliti, znamo v virtualnem prostoru ustvarjati kognitivno arhitekturo, znamo se s tem tudi do določene mere manipulirati, spomnite se v študije prej o tem, kako lahko danes vnašamo neposredno v možgane, recimo poskusnih živali, informacije, v tem spremljamo, kaj se dogaja. Poudaril sem tudi že prej, oziroma še enkrat in to še veliko krat. Kaj so sanje vsakega nevrona? Sanje vsakega nevrona so, da preživi. Da preživi pa samo pod enim pogojem, da nekaj dela, da nekaj počne. Nevroni, ki jih recimo pustimo pri miru, ki niso obremenjeni, kar sicer so razmerno težko narediti, težko je biti tako len ali pa tako nič delati, da bi možgani, čeprav tudi to se da. Ampak sanje vsakega nevrona so delo, kognitivno delo, inteligentno delo, povezovanje z drugimi, tako naprej procesiranje informacij, da se ne bomo vračali nazaj, to, kar je na levi strani zaslona. To so sanje vsakega nevrona. Za to delo seveda lahko tudi ljudje, ki smo nosilci teh nevronov, dodatno skrbimo. Ta podatek je pomemben zato, ker ljudje veliko krat rečejo, nekdo, kaj se učenec, ampak dijak, poskuša nekaj narediti po liniji, kot se reče, najmanjšega napora ali odpora ali kaj podobnega. Ni res. To preprosto ne drži, to je čisti mit. To je samo argument, se ni argument, s katerim mi upravičujemo svoje poseganke ali kaj podobnega. Ker vedenje, delovanje ljudi nadzorujejo možgani.
Možgani ne delujejo po principu najmanjšega napora in tako dalje. Ne, delujejo inteligentno, nekaj drugega. Delujejo racionalno in porabijo za to ogromne količine energije, recimo ogromno glukoze, porabijo ogromno kisika in morajo nenehno regulirati lastno temperaturo, ki se pregreva, se lahko pregreva, če se to ne bi dogaja. Ampak zagotovo pa ni res, to je metafora. Če rečemo za nekoga, da deluje po principu najmanjšega napora, potem mislimo na nekaj drugega. Možgani zagotovo ne delujejo. Možgani torej delujejo ravno nasprotno. Na nek način je zanje kognitivno delo tako pomembno, da lahko rečemo, bolj ko je zahtevno, bolj so sanje posameznih nevronov uresničene. In to je gotovo eden od pomembnih dejavnikov, zakaj ni nobene nujnosti, da bi bili možgani 80-letnika kakorkoli manj produktivni od možganov 40-letnika. Nobene nujnosti ni. Če tako je, da so pač drugačni, potem je treba najti razloge drugje. Na samem delovanju možganov že ne. Nevroni se ne starajo, nevroni se tudi ne delijo, tako kot druge celice, in skušajo torej preživeti, če bi jih lahko personificirali. Preživijo pa samo, če delajo, če nekaj počnejo. In seveda zdaj, če to vse skupaj seštejemo in toliko nevronov v možganih imamo in rečemo, kaj naj bi ta človek, ki ima pač te možgani med svojimi ušesi, počel, kognitivno delo je odgovor. Več, ko je tega kognitivnega dela, bolje je. Ampak vse čas imamo v zadnji besedo inteligentno, samo kopičenje informacij ni inteligentno. Priganjanje otroka naj visi pri šolskem delu, da je 2 ure 4, ni inteligentno. Govorimo o čem drugem. Okay? Sanje vsakega nevrona so torej delo. Rekel sem že, da 2 nevrona v vaših možganih med sabo nista popolnoma enaka. In to jim omogoča izjemno fleksibilnost, oziroma plastičnost, da rečemo. In sami veste, da ko se kaj zgodi z nevroni, eden umre, poškodovan in tako dalje, sosednji nevroni v trenutku prevzamejo funkcije, ki jih ima imel, recimo, ta nevron. Izjemna plastičnost, izjemna prilagodljivost, to je čudež narave. En nevron je naravni čudež. Kako zmore prevzemati nove funkcije, seveda to ne dogled, jasno, da ne, določene posebnosti obstajajo, pa vendar je dobro imeti to pred seboj. Kakšno vlogo ima potem pri vsem tem naša zavest, na katero se seveda radi sklicujemo in smo prepričani vsaj določene mere, da je zavest gospodar v hiši, da se zavestno odločamo, zavestno nekaj počnemo ali pa ne. Seveda tudi, ko skušamo spet nekakšnega otroka pritiskati, da ne bi počeli tistega, kar počne, preverjamo se tudi na zavest. Veliko krat rečemo, od tebe je odvisno, dobro premisel, kaj boš naredil, tvoja zavest naj nekaj naredi, naj se odloči in tako dalje. In pogosto čutim, kako to neproduktivno, kako nikamor ne pridemo. Pogosto. Te so pogovori neskončno, duhamorni in dolgočasni, vedno enaki in nekako poskušamo pritiskati, da to zavest, da je nekaj že nared, in se sklicujemo na kaj vse in poskušamo uporabljati najrazličnejše argumente, vendar delamo pravzaprav v osnovi neko napako. Zavest je, kot pravimo sodobni kognitivni znanosti, nevroznanosti, pravzaprav svojevrstna iluzija. Je koristna, je dobra, je fajn, da jo imamo, pa vendar je v glavnem smo iluzija. Kaj to pomeni? To pomeni, da je delovanje možganov bistveno neodvisno od naše zavesti. Da je zavest kot uporabna iluzija največkrat zgolj tisto, česar se posameznik zave o delovanju možganov. O večini delovanja možganov pojma nima. Naša zavest nima pojma, kaj se v možganih dogaja. Se moramo poučiti iz knjige. Ta zavest nima nekakšnih receptorjev nima, da bi se zanašali na zavest. Recimo to prije velikokrat do izraza, ko kakšnega človeka, ki se obnaša na določen način, ki je recimo ni všeč, rečemo, pa zakaj se ti tako obnašaš? Saj ne ve. Kako naj pove? Ker
katerim vsi dejavniki so potrebni, da se človek obnaša na njih slabo, prosim. Zavest po tem v glavnem razen nekih vraževernih in približnih idej pojme. Tako da zavest je seveda poseben pojav, ki nas mora zanimati, ampak zdaj nas veliko bolj kot zavest, o tem mogoče kdaj drugi še več, nas zanima samo delovanje, čisto neurobiološko delovanje, celo fizikalno delovanje posameznih nevronov. Torej, kasneje pride na vrsto zavest, ampak v vsakdanjem življenju se pa praviloma sklicujemo ravno na zavest. Ravno to, kar je pravzaprav sorazmerno šibak člen v zgodbi, ko skušamo pojasniti vedenje nekega človeka. Zavest ima pri tem sorazmerno malo. Nekaj ima, seveda, jasno je, da se človek lahko zavestno odloči, jaz se lahko zdaj zavestno odločim, da bom njih ogovoril. Gotovo. Ampak če bi bil priklopljen na naprave, da bi spremljali v živo delovanje mojih možganov, bi bili šokirani. Bi videli, da so odločitve sprejete še zdavnaj prej, preden se moja zavest odločila, da bo nekaj naredila. To je res osupljivo. To je dobro, kdaj biti v kakšnem laboratoriju in opazovati, kaj posamezni nevroni počnejo in spremljati, kdaj se človek še je zave, da se nekaj že, kar nekaj časa dogaja. Včasih se to nekaj minut prej že dogaja in mi lahko vidimo, če znamo brati pač te zapise, da bo človek čez nekaj sekund, čez nekaj minut sprejel odločitev X. Mi vidimo, da so jo možgani že sprejeli. Sklepamo seveda, ker vemo, kako deluje, kako se prežigajo posamezne nevronske mreže, kje se prežigajo itd. Tisto slico prej ste videli čisto v začetku, ko so bili zadečo označeni predeli možgani, ki so taki, da lahko rečemo, da lahko delujejo kot sprožilci pri recimo agresivnem vedenju, to lahko opazujemo in to laboratorij ljudje počnejo. Preden bo človek agresivno izbruhnil, 20 sekund pred tem lahko napovemo, čez 20 sekund bo agresivno izbruhnil. Ker že vidimo v določenih predelih možganov, da se nekaj dogaja. Da se dogaja tam, ki so sprožilci za njegovo vedenje. Njegova zavest o tem še ne ve nič. Mi, recimo, ko opazujemo napravo, vemo več kot njegova zavest. Da bo izbruhnil čez 20 sekund. To so osupljivo. Zavest torej kot uporabna iluzija. Zdaj pa prihajamo v neko drugo področje, ki nam bo zelo v korist kasneje, ko bomo začeli govoriti o avtizmu. Seveda, kot sem že prej nakazal, oziroma omenil, ljudje smo si bolj nabitja in našega vedenja, zlasti delovanja možganov, zlasti delovanja nevronov, ne nadzorujejo, ne upravljajo z njimi instinkti. Mi smo bitja, za katera je izjemno pomembna raba govora, oziroma jezika. In jezik bistveno pospešuje, rabe jezika bistveno pospešujejo evolucijo. To, kar sem prej omenil, da testi kažejo spremembe, recimo v stopnjah inteligence, znotraj praktično življenja enega človeka, to so osupljivi podatki. V 80 letih, ne z geni, ampak z našo kulturo, ki pa je seveda bistveno odvisna od jezika, ki ga uporabljamo, jezikov, ki jih uporabljamo, besed, ki jih uporabljamo in tako dalje. Znotraj torej tako kratkega časa se inteligenca spremeni za četrtino in seveda mutati spontani študiji spremembe, lahko pozorno spremembe v možganih, to je neverjetno. Zdaj, vidimo, kako lahko pospešujemo samo evolucijo. In to nenehno tudi počnemo. Znotraj kulture, kot se reče. In spet, brez kakršnega koli vrhovnega poveljnika, nihče ni nad nami, nam ne ukazuje, kaj moramo početi, kako se moramo obnašati, kako govoriti in tako dalje. Razen Severni Koreji. Tukaj zagotovo ne. In to je spet usupljivo dejstvo, ki nam pove, kako v osnovi seveda naši možgani delujejo sami od sebe inteligentno in sicer tako, da pospešujejo, povečujejo samo inteligentnost, ki jo lahko izmerimo. A pa če bi še nekaj bolj pregnano rekel, možgani povečujejo lastno inteligenco in razvijajo mašine, naprave, merske inštrumente, s katerimi merijo to, kar počnejo.
Zato lahko vidim. To je stvar metakognicije. Se pravi, za rabe jezika, in to pa je za nas zdaj že tudi zelo pomembno, neposredno, ko bomo govorili o avtizmu, je pomembno, da nam omogočajo akumuliranje. Akumuliranje nečesa, za kar je iznašel britanski biolog oziroma človek, ki se vse življenje ukvarja z evolucijo, to je Richard Dawkins, in on je v tisti znameniti knjigi, ki jo največ poznate, ki je šla leta 1976, z naslovom The Selfish Gene, sebični gen, razvil koncept oziroma pojem mema. Memi so v bistvu replikatorji. Kaj je to še pomeni, bomo še govorili. So replikatorji, ki delujejo znotraj kultur, v katerih živimo. Že prej sem nakazal, našega delovanja več kot toliko ne nadzorujejo, geni se ne spreminjajo tako hitro, kot se spreminja delovanje naših možganov, kot se spreminja recimo inteligenca. Za vse to veliko bolj pride upoštev to, kar se imenuje memi, torej replikatorji, ki nam omogočajo zaradi rabe jezika oziroma rab jezikov, ker je veliko, da pospešujemo evolucijo na način, ki je narava preprosto ne pozna. Torej, o tem bomo še govorili, kaj pomeni, kakšen je pomen akumulacije, kasneje, ko upam, da bomo prišli do tega, ko bomo si pogledali, katere so dobre metode dela za avtistični otroki, bomo videli, kako se premika poudarek, od zdaj že zastarelih oblik dela, k temu, kar izhaja neposredno iz te Dawkinsove ideje o memih oziroma o replikatorjih oziroma o tem, kako ljudje akumulirajo seveda možgani recimo otroka, ljudi, za katere pač pravimo, da imajo avtizem tako radikalno drugače, pa spet niso od naših. Množica zakonitosti je pri njih enaka kot pri nas in s pridom, te sodobne tehnike so res dobre, s pridom uporabljamo ta spoznanja o replikatorjih oziroma o akumuliranju same inteligence, ki seveda terja učenje. Gotovo, govorimo o učenju. Memi, to sem že omenil, torej izraz, ki ga uporablja Richard Dawkins. Ta podatek nas zdaj ne zanima, tega sem pa tudi že pregledal. Ko govorimo o replikatorjih, ko govorimo o simbolnih rabah jezikov, v osnovi, čisto na začetku, govorimo o miselnih orodjih. Nekaj miselnih orodij sem že prej omenil, ugrajeni so v samo spontano delovanje možganov, postavljanje hipotez, preverjanje hipotez, selekcioniranje informacij, nekatere so pomembne, nekatere niso, nekatere so koristne, druge niso, nekatere so bolj, druge so manj in tako dalje in tako dalje. Naši možgani v tisočinki sekunde uporabijo veliko miselnih orodij za lastno delovanje. Teh miselnih orodij se ni treba učiti, ker so že notranji, torej sami delovanje. Ko se učimo, katerokoli obliko učenja vzamete pod drobnogled, velja tole. Ko se učimo, kako delujejo naši možgani. Učimo se uporabljati miselna orodja, ki jih naši možgani že uporabljajo, oziroma miselna orodja, ki bi jih možgani lahko uporabljali, pa jih še ne. Ker je pač recimo otrok še premajhen, razvoj še ni prišel do take razvojne faze in tako dalje in tako dalje. V vsakem primeru govorimo o miselnih orodjih. Možgani naredijo, nekaj počnejo, smo povedali čisto na začetku, nekaj delajo, nekaj nadzorujejo s pomočjo miselnih orodij. In če hočemo, ali pa če želimo, in kot recimo učitelji pač to delamo, in to moramo delati naša naloga, da bi se kdo od otrok česa naučil, potem jim potiskamo v roke miselna orodja. Ko pa jim potiskamo v roke miselna orodja, sem jaz to doma zdelam, miselna orodja so recimo posamezne sintagme, posamezne izjave, posamezne trditve,
So posamezni načini, meni, recimo, ki smo jih prej omenili, so načini, kako ljudje nekaj počnemo. In karkoli že počnemo, pri tem uporabljamo miselno orodje. Ni pomembno, ali se zavest tega zaveda ali ne. In skladno s začetno današnjo trditvijo, če potiskamo naprimer učencem v roke miselna orodja, potem se je dobro najprej pripričati, ali so to res najboljša miselna orodja. Postajajo boljša od tistih, ki jih mi potiskamo nekomu v roke in želimo, da se jih nauči. To je lahko zelo zahtevna naloga. Za učitelje je to lahko zelo zahtevna naloga. Kaj ti, po eni strani je najlažje od otroka pričakovati, da se zapomni veliko količino informacij in podatkov. Informacije in podatki niso miselna orodja. Orodje je tisto, kar uporabljamo, da bi z informacijo in podatki nekaj naredili. Vse orodje. Podatki niso orodje. Ta človek ima pa veliko podatkov v svoji glavi. Super, ampak to niso miselna orodja. S temi podatki še ni treba nekaj narediti. Zato bo uporabljal miselna orodja. Nekdo, ki ima veliko podatkov v glavi, to še ne pomeni, da ima tudi veliko miselnih orodij v glavi, da zna s tem kaj narediti. To je ena od osnovnih idej, s katero se pa spopada šola kot taka. Ko govorimo o miselnih orodjih in o ljudeh kot simbolnih bitih, ki uporabljamo jezik, ki uporabljamo jezike in spreminjamo arhitekturo, kognitivno arhitekturo možgana. Mi jo nenehno spreminjamo. Seveda, bolj ko so rabe miselnih orodij kompleksne, bolj so tudi kompleksne spremembe v možgani. In manj, ko so kompleksne spremembe, oziroma že prej imate to pred sabo, smo rekli, da nevroni, ki nekaj časa niso zaposleni, bodo skušali prevzeti kakšne druge funkcije, če nekaj časa bodo pa propadli. Kognitivne aktivnosti so lahko take, da ohranijo možgane sveže do 80 leta starosti, ali pa so take, da pač počasi človek postaja dementen. Gotovo je v vsem tem svetu, bolnih svetovih, ki jih ljudje ustvarjamo, porabljamo replikatorje, kot so meni in tako dalje, pomembno reči to, kar piše tam nekaj. Ko govorimo o uporabljamo besede, kaj so besede? Besede so informacijske, vsaka beseda, pa ne bo še tako preprosta, če čisto enostaven zlog, sklik, med, pa nekaj takega, je informacijska struktura. Ima informacijsko strukturo in je pomembna za natanko to, kar stoji čisto na začetku današnjega predavanja, oziroma, ko smo govorili o tem, kaj delajo možgani, uporabljajo informacije. Besede imajo informacijske strukture. Zato ni nepomembno, katere uporabljamo. Celo nasprotno, zelo pomembno. In ker so nevronske mreže v možganih lahko zelo enostavne, kompleksne ali superkompleksne, je seveda tudi zelo dobro razmisliti, ali je vedno znova treba, to imajo nekateri radi namreč, poenostavljati, oziroma ali je res treba vedno znova, sem pri otroci toliko, kad vidi, ne uporabljati na pomenševalnice ali pa na nek način kompleksne procese približati otroku, tako da jih do skrajnosti poenostavimo. Seveda ne, ker pozabljamo, da imajo tudi otroci, tudi dojenčki v glavah izjemno zmogljive organske računalnike, ki se ne možgani. Seveda je treba do določene mere poenostaviti, prilagoditi, gotovo, ampak samo do določene mere. Ker so tudi zelo preproste, torej besede informacijske strukture, je smiselno se vsaj kdaj vprašati, katere uporabljamo. Ali s tem, ko nekom nekaj govorimo, mu dajemo v roke miselna orodja, s katerimi bi lahko kaj učinkovitega naredil, ali pa ne. Ali pa mu dajemo v roke garbage, nekaj, s čim sploh kaj početi. Torej, za besede kot informacijske strukture pa je pomembno, to pravzaprav velja vedno znova poudariti, ko se ljudje med sabo pogovarjajo, pa ne gre že najbolj preprost pogovor v šanku. Besede, simbolne tvorbe, informacijske strukture, možgani jih uporabljajo, z njimi nekaj počnejo, tekmujejo za
pozornost, če lahko rečemo, za prostor v možganih. To se tja ne spremenjujejo, pa vendar, ko se reče, kar pomeni neposredno bolj strukturirane besede, informacijske strukture, zahtevne, kompleksne in tako dalje, bolj naporen bo ta boj za prostore v možganih. Ampak možgani imajo to radi. Kot smo že prej rekli, sanje vsakega nevrona so kognitivno delo. Delo z informacijskimi strukturami, ne lenarjanje, poležavanje, ampak je podobno, da šlo prav take metafore. In to je pomembno, ko recimo, se pogovarjate med seboj in sami veste iz svojih izkušenj, kako vas lahko skrajno poenostavljeni pogovori, ki se imenujejo small talk, začnejo dolgočasiti. Oziroma celo več. Včasih je človek prav utrujen po takem pogovarjanju. Medtem, ko je lahko sledenje izjemno zahtevnim, recimo predavanjem, kompleksnim matematičnim procesom ravno nasprotno, lahko ponudi ravno nasprotno izkušnjo. To je zanimivo. Je pa konsistentno s tem, kar smo rekli, ker možgani želijo kompleksno delo, ne pa najmanjši možni napor, ali dajmo čim bolj enostavno. Tako kot zmerjajo včasih ljudje koga, ko rečejo, da se tudi vam kdaj zgodijo. Ko začne poskušati kakšno stvar malo bolj kompleksno povedati, pa vas zavrnejo, če še filozofirano, da že ne bomo. Če vprašate nevrone, bi radi ravno nasprotno. Ja, bomo. Oziroma, mi bi radi. Zato, ker so za to narejeni nevroni. Ko uporabljamo miselna orodja, vsakič že skrbimo za ta paradoksni izraz, ki je naravna, oziroma na nek način je umetna, seveda, tle vidimo, kako so ti izrazi problematični. Seveda govorimo o kulturi kot na nek način, recimo, umetni tvori, ampak ni, ne? Ni. Naši možgani so nam omogočili, našim prednikom so omogočili po zelo naravni poti ustvarjati kulture, kulturne prostore, simbolne prostore, rabe jezikov in tako dalje. So zelo naravne zadeve, za katere veljajo mehanizmi, ki jih imenujemo selekcija, evolucija kot selekcija. Pravi, obstaja naravna kulturna evolucija, ali pa evolucija znotraj kulture, ker vendar ne želimo več v gozdu ali pa v savani. Zato je toliko pomembno, kateri replikatorji, kateri memi, kateri načini, kako nekaj narediti, se replicirajo. Spomnite se Gačovna, če smo začeli. Katerega bomo kopirali? Ja, tistega, ki je najdlje zdržal, ki nas najdlje vozi po tem jezeru. Gotovo ne bomo onega. To je inteligentno. Verjetno ga ni človeka, ki bi rekel, jaz je pravi unga, kaj se je potegnil z dna, pa naredil še eno kopijo. Da vidi, če se v kaj drugače obnaša. Kaj se ne bo. Torej, kako izjemno pomembno znotraj kulturnih prostorov, kaj se replicira in kaj se ne. Kaj se selekcionira. Kaj izločimo, kaj izključimo. Recimo v ta registr sodijo vsi poskusi ljudi, da bi omejevali ali pa preprečevali sovražni govor. Želimo replicirati govor, ki ni sovražen, ki ni obremenjen s klišeji, žargonom, s rasizmi, seksizmi, izključevanjem drugih ljudi in tako dalje in tako dalje. To vsi razumemo. Govorimo o selekciji, govorimo o naravni selekciji. Čeprav poteka znotraj kulture, ker je inteligentna, oziroma mi seveda znotraj svojih kultur lahko poskrbimo, da bo bolj inteligentna ali pa ne. To je dejansko v določene mere odvisno od vsakega posameznika. Kako inteligentno se je pripravljeno obnašati, za enkrat še vedno govorimo seveda se o tem, kako delujejo njegovi oziroma njeni možgani. Zgodba je še veliko bolj zapletena, ko začnemo govoriti o še drugih dejavnikih. In s to selekcijo, s tako selekcijo, naravno selekcijo, to je naravna selekcija, čeprav poteka v kulturi, mi
ipso facto vplivamo na strukture v možganju. Svoje in strukture ljudi, do katerih pač to, kar mi počnemo, pride. In s tem pospešujemo evolucijo. Ali pa seveda ne, mi lahko tudi zaviramo, mi lahko speljamo tudi v kakšne stranske vode, kamor se včasih pač dejansko lahko celotno človeštvo nagne in v tem času, v katerem zdaj živimo, bojo ta spoznanja vsak dan bolj aktualna, ker nam pač pretijo velikanske katastrofe, recimo, če pomislite samo na podnebne spremembe. Ko bomo morda o evoluciji, če jo nehali govoriti. Z tega zornega kota je dejansko videti, kako neinteligentno je recimo zanikanje klimatskih sprememb. Dobesedno neinteligentno. Ne bom rekel naumno, ker bi bilo to pač žaljivo, je pa zagotovo neinteligentno. Popolno. Ker se, recimo tisti, ki zanikujejo to še vedno, niso prepričali, kaj sploh zanikujejo. Niso usvojili osnovnega aksioma, ki je aksiom naših možganov, najprej se prepriča, postavi hipotezo in jo preveri. In tista, ki je prestala teste, gre naprej. One, ki niso prestale testov, ne grejo naprej, jih selekcioniramo, ker so slabe, še so dovolj dobre. Torej, na ta način z rabami miselnih orodij neposredno lahko pospešujemo evolucijo vlastnih možganov, skrbimo za nove miselne strukture. Seveda pa noben posameznik ne živi, torej na Luni, ni vsak človek zgolj bitje zase, ampak smo socialna bitja. Zato je vse to učenje, o katerem smo do zdaj govorili, preveriti, ki je postavljeno, tako naprej selekcije in tako dalje, je vselej socialno učenje. Mi smo vselej družbene bitje. Tu, če človek sedi sam v svoji sobici, je še zmeraj družbene bitje, še zmeraj socialno bitje. Vse, kar počne za nekoga. Ko nekaj dela, ima v mislih, tudi če se tega ne zaveda, tudi če se njegova zavest, ti nič ne ve, ima v mislih druge ljudi. Delaš doma nalogo, pa si sam v svoji sobici, jo delaš za nekega učitelja, ki jo bo pogledal in cene in tako dalje. Zdravi, ko govorimo o učenju, z drugo vzeti, da vse govorimo o socialnem učenju. In socialno učenje, ki je zdaj, mogoče, da bomo lahko pripeljali že počas, da bomo prišli tja, kamor moramo, se bomo. Ko govorimo, zato je to pomembno, ko govorimo o avtizmu. Ko govorimo o avtizmu, veste iz svojih izkušenj, verjetno, če ste že imeli kdaj opraviti s tako diagnozo, da je izjemno včasih je izjemno težko doseči to, kar je v nekem smislu jedro socialnega učenja. Če opazujete recimo dojenčka, praktično kmalu po rojstvu, kako sledi materinim izrazom, gestam, besedam in tako naprej. Pri nekaj tednih otrok, ker je to tudi ugrajeno v samo delovanje možganov, zato je poskrbela evolucija, so socialne bitje. Že poteka socialno učenje in temelj socialnega učenja. Temelj vsakega učenja je skupna pozornost. Skupaj smo pozorni na nekaj in recimo, če sta to otroki mati, se otrok prek skupne pozornosti uči pač tistega, kar je takrat na sporedu. Če zdaj samo malo za hip prenesete ta temeljni princip učenja v šolo, se boste zgrozili. Kako hitro se tam zgodi, da je skupna pozornost ali popolnoma razpršena, ali pa je celo prepovedana. Ker se reče, da mora vsak posameznik reševati neke naloge, neke probleme in tako dalje. V vsakdanjem življenju se velikokrat obnašamo ravno nasprotno. Mi težimo k skupnemu socialnemu učenju. A mi lahko tole še poveš, daj mi tole malo pojasnim, tisti mi čist jasno, kaj si prej rekel, lej, tole me še malo teži, a bi mi dva skupaj predebatirala. Mi spontano težimo k tem. Ker je to temelj učenja, ki je vselej socialno učenje.
Ker je vse za nekoga, ob nekom, skupaj s nekom in tako dalje. Kot sem rekel, tudi če sami smo nekje v sobici in pišemo pesmi, še zmeraj bomo na koncu skušali izdati v eni knjigi za pravce. Malo čudno bi bilo, če to so. In pri avtizmu ta princip, ta temeljni princip skupne pozornosti postane še pomembnejši, ker je lahko ta pozornost, recimo enega otroka, bistveno bolj razpršena ali pa se teže koncentrira, ali pa kot se temu reče, njegova pozornost bolj odkrenljiva in tako dalje, tako dalje. To teže narediti, ampak ravno to je tisto, kar je treba narediti. Tam, kjer ta temelj že deluje, super, krasno. Otroci, ki imajo veliko take skupne pozornosti, so kot brzi vlak, oni se učijo izjemno hitro. Ker to pospešuje, skupna pozornost pospešuje spreminjanje kognitivnih arhitektur možganov. Skupna pozornost. Ker, veste sami, ne, da zlasti se pri otroku je to zelo hitro, zelo očitno, otrok želi razumeti. Te povej mi še enkrat, nisem dobro razumel. Ne? Povej mi tolikokrat, da bom res razumel. Ne pa enkrat povem, zdaj si pa zapomnil. A si razumel, gremo dalje. Ne, nisem. Še enkrat. In če je treba 5-krat, je pa treba 5-krat. In takih zgrešenih oblik učenja je v resnici ogromno. Ogromno stvari gre prehitro, ali pa se moji zavesti zgolj zdi, da sem razumel, pa čez 2 ure gotovim, da nisem razumel. Ali pa potem, ko pridem do neke čist konkretne naloge, gotovo imate tudi take izkušnje, ne, ko vam nekdo nekaj razlaga, zdaj pa čisto razumem. Potem pa tisto treba pa recimo narediti. Kaj vem, ko se učimo recimo kakšne veščine, smučanja, recimo, da znaš smučati, nekdo ti razloži, tle narediš, tako narediš, a razumeš, razumem vse. Ok, da pa to naredi. In kar nekaj, čakaj, ne razumem čisto dobro. Seveda tam ne gre samo za to, ker je to za motoriko, ampak princip je natanko ta. Dokaj časa nisem določenih stvari tolikokrat ponovil, obnovil, obdelal in tako dalje, kar je značilno z delovanjem možganov. Preveri hipotezo, postavi jo, preveri jo, še enkrat, dokaj časa se ne bo razčistila. To je princip, ki je vgrajen v možgane. Ampak v vsakdanjem življenju imamo veliko krat premalo časa in kršimo ta temeljni princip, to je naraven. To je naraven princip našega delovanja, to je delovanje našega možgana. Zato potem kasneje odkrijemo, koliko stvari v resnici ne razumemo. Vemo že zanje, pa poznamo jih tudi, pa nekaj malega znamo povedati, ampak čist dobro pa ne razumemo. In potem, ko začnemo brskati, ugotovimo, da je lahko z takih stvari, ki jih čist dobro ne razumemo, so razmerno veliko. Ni mi čist jasen, nekaj se mi svita, nekaj se mi sanja, se eno predstavo imam, nekaj na približam, nekaj na pol, ali pa moje mnenje, to me tudi zelo rad, moje mnenje je pa tako. V tem primeru ni pomembno, kakšno je tvoje mnenje. Pomembno je, a si to res razumel. Ker če nisi, potem ne moreš iti naprej, kot se reče. Ne moreš razumeti kompleksnejših stvari, kot je ta. Če še te nisi, zato ker je pač sama narava kompleksnosti taka. Zato je torej izjemno pomembno, to treba vedno znova poudarjati. Skupna pozornost, pa ne bo to v šoli, doma, med 2 človekoma, ni važno, kje. Skupna pozornost, ker smo socialne družbene bitja in se socialno učimo. Vse je naše učenje socialno učenje. In šele ko razumemo, zdaj bomo pa malo pohiteli, bomo malo preskočili vse neč hude, ker to, da bomo vsaj prišli do osnovnih stvari, zdaj pa to lahko naredimo. No, mislim, da to ne bomo, to tudi ne bomo, zdaj moramo odkoli, bomo nastaviti. Vsaj tole bi vam rad pokazal. Ne, to vam moram pokazati, to ni kaj. To tudi ne bomo zdaj. To smo že, bile predno snežnike ne bomo. Tole pa bomo. Sam to vam pa moram pokazati. To vam moram kaj osupljivo. Prva 3D simulacija, rekonstrukcija, da vidimo v živo enega samega nevrona in kako
Look at the report of experts. So there are To lots je razlaga, kako do tega pridemo, metodologija, postopki, to nas zdaj ne bo zanimalo bomo tukaj naprej. is next to the No, to, section da res vidimo, just before it, and the slice right after it is the next frame. to preskoče samo tako, Sequence. You see the brain. Ko rečemo uživo, ko gledamo v možgane, uživo, kaj se tam noter dogaja, to so osupljivi posnetki, ki nam dejansko pokažejo, uživo zdaj vidimo, kako neverjetno, kako izjemno kompleksno je delovanje naših možganov, ne? In po eni strani, koliko malo pravzaprav o tem še vemo. Not over time, but over space, as if you're looking deeper and deeper into the brain. The big objects you see that appear and then slowly go out of appearance, those are nerve cells that are being cut through. And coming off of these cells are these large, light-colored objects, which are the dendrites. Every little object in here is a little wire to keep track of these cells from one. Zdaj, to je narejeno tako, ne? To je v bistvu film, ki je zmontiran. Ne? Narezali smo izjemno tanke slices možganske strukture, potem opazovali spremembe in to poslikali vsako posebej dali skupaj. Ne? Zato vidimo te spremembe znotraj posameznih nevronskih mrež, oziroma kateri proces, pustimo zdaj detajle, potekajo, kako nevroni pravzaprav živijo. Ne? Kaj se z njimi dogaja? Pol to lahko obarvamo. Zdaj mi lahko preučujemo vsak posamezni element, katerega hočemo, koliko dolgo časa pa živimo. No, tako pa zdaj izgleda, ko to razstavimo, ko sem prej rekel. Vidite, o vseh teh, to je en nevron, o vseh teh elementih, ki smo jih zdaj združili takole skupaj, vemo vse. Nobene skrivnosti. Lahko izoliramo vsakega posebej, vsako molekulo posebej izoliramo, opazujemo, kaj se z njo dogaja. Tako rekoč atome lahko tudi že opazujemo, kaj se z njimi dogaja. Zdaj, glede tega ni nobene skrivnosti. To zložimo nazaj in vidimo, kaj ta en nevron od 100 milijard, to, sam za en tak res kratek, zdaj pa sam še za konc moramo, to ne bomo tega še veliko. Tle bom samo ven, mogoče tole osnovno stvar, evo pa. Tisti, ki ste daj delali z avtizmom, ste gotovo naleteli na prvi in najhujši in največji mit, ki ga imajo še vedno številni ljudje, in sicer da obravnavajo avtizem, torej otroka, tako, da so najprej pozorili na njegovo vedenjsko problematiko. To je prašil 99% primerov. Vedenjska problematika. Otrok je tak, je urno pozornost, koncentracija, skače gor, je nemiren, je agresiven, je impulziven, bla, 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 bla. Praktično vsi to počnejo. Se je res tak, ampak pred tem je dobro vedeti za nas in za njega, ali pa za njo. Zakaj je tak? Kaj se dogaja prej? Dve ideji za konc, vedete, to še je uvod k predgovoru, pa se tudi nisem pretvarjal, da bom kaj drugega povedal. Dve ideji, ki konsistentno sledile iz tega, kar sem danes povedal, to je bil tak, kot sem rekel v začetku, malo daljši uvod. Dve ideji, kako je dobro, da mi naredimo shift, da naredimo premik v pozornosti, ko govorimo o avtizmu. Če se bomo obremenjevali z vedenjsko problematiko, kam daljše bomo prišli. Zato je bolj inteligentno, da smo pozorili na dve druge zadevi. Še na kakšno drugo tudi, ampak zdaj bi rad izluščil dve. O kateri. Prvič, njegovi možgani do določene mere dejansko delujejo drugače. Vse, kar sem do zdaj povedal, da se ne bom ponavljal, postavljanje hipotez, preverjanje hipotez, selekcija informacij in tako naprej, procesiranje informacij. Preprosto drugače. V tem ni še nič bolezenskega, patološkega, vedenjsko problematičnega, ne vem kako prebavil. Ves ta besednjak lahko mirne duše zavrnil. Nima kaj iskati in nič ne pojasnjuje. Okay? To je prva stvar. Veliko bolj inteligentno je, veljavno je in koristno je, da najprej razumemo, v čem so te razlike
v delovanju možganov, ker bolj natančno, ko bomo vedeli, v čem so razlike, bolj natančno bomo lahko potem z metodami, postopki in tehnikami vplivali na nje, da bomo spreminjali strukture možganov, koliko sem že prej pač nakazal, tudi, da se ne bom ponovil. In druga zadeva, iz vseh teh procesov in razlik, ki nastajajo na nekje osnovni ravni, se počasi izoblikuje to, kar vidite tukaj. Zdaj, ta otrok, če smo zdaj pri otroku, razmišlja o svetu, o vsem, o čemer tudi vi razmišljate, slightly, vsaj malo, drugače. Tudi to še niti bolezen, niti ne vem kaj že. Je zgolj in samo razlika, drugače. Oziroma, še širše vzeto, pogled na svet, celosten odnos do sveta je, malo je, če lahko rečem, premaknen, je drugačen. Ampak, znotraj vsega tega, o čemer smo govorili, ko smo govorili o plastičnosti posameznih nevronskih mrež, o prilagajanju, o zmožnosti za spreminjanje in tako naprej, lahko rečemo, da avtizem ni nikakršna bolezen, ni nikakršna poškodba, ni okvar, lahko kdaj tudi je, seveda, lahko da pride do določen čist okvar, poškodb in tako naprej vzdržanje, zdaj ne govorim o tem, nam je jasno, da je tako, zdaj ne treba podajati. Je torej to naš aksiom, iz tega izhajamo. In iz tega potem tudi izpeljamo sodobne pristope. Jaz bom samo na kratko, ker res, nimamo časa, ker moramo nekaj, samo to, da morate nekaj, da sam govorim, pa da nimam tega. Nema. Tukaj so smo naštete. Zgolj ne v ilustraciji, ampak zgolj toliko, da pokažem, da je poudarek. Tukaj vidite skrajno levo, so sodobne metode, tehnike, dela z avtizmom, ki temeljijo na evidencah. To pomeni, da temeljijo na študijah, na raziskavah. Tukaj zraven, desno, so emerging, se pravi, so študije, ki so še v teku, ki še nastajajo, ki jih je treba še preverjati, ampak se že tudi nakazujejo postopki, metode dela, ki izhajajo iz teh študij, ki šele bodo dali končne rezultate. Tukaj na koncu, torej desno, pa skrajno desno, druga polovica desna, so pa ali popolnoma škodljive metode, ki so bile recimo zelo aktualne, mogoče 10 let nazaj, ali pa še kaj več, so škodljive, recimo kakšne šok terapije ali pa kakšne oblike, to imajo še zmeraj, da je otroka treba, ko je agresivan, kaj takega, ga je treba držati, ali pa zadržati, ali pa umiliti, ali pa prijeti, ali pa kaj takega. To je neposredno škodljivo. Medtem, ko te levo od teh najbolj škodljivih so pa zelo omejene tehnike, omejene metode, recimo z raznimi živalmi in tako naprej, ki so čisto v redu, so super, so dobre, ampak so omejene. Imajo njihov domet omejen in z tega ni treba delati velike zgodbe, ker ne moramo narediti. Imajo pa določene koristne, ampak te, ki so daleč najboljše, so tukaj na levi strani in če bi samo na kratko šli skozi, pa ne bomo, mogoče bomo pa kdaj drugič, če bomo šli, no se vse, ni tako dosti glasu, če bomo šli kdaj skozi to, boste videli, da vse po vrsti izhajajo iz tega, k čemu smo danes naredili uvod, k predgovoru. Replikatorji, memi, socialno učenje, kognitivne tehnike, spreminjene kognitivnih arhitektur. Vidite, da se ne bom ponavljal, vse je vse zabeleženo, vse je zapisano. S časom, ki ga imamo na voljo, je vedno tako, ampak vse sem na začetku povedal, da morda bomo prišli do tega in tudi smo. Za nadaljevanje pa seveda se priporočam kdaj drugič, če bomo še ta predavanje imeli, pa me lahko spomnite, pa reče, da takrat smo naredili uvod. Zdaj pa naredimo še predgovor, pa obratno, pa bomo tudi še hvala za vašo prijaznost danes in želim vam. Nekaj tale klub ob novem letu na živce, nekako je z vami in mi gre skoraj na bruhanje, da nekomu moral ne želim ti, no. Tako da, vse dobro. Zakaj pa